Evropa, ki je naše sidrišče vrednot, je tudi neosahljiv vir materialnega napredka. Evropska unija temelji na načelu solidarnosti, kar pomeni, da se razvojna pomoč od bogatih širi k manj razvitim, tudi k nam. Evropski projekti in finančna sredstva so pomemben, a ne zadosten razvojni vir za našo družbo. Da bi dosegli čim večjo blaginjo, moramo veliko postoriti tudi doma. Delujem v odboru za kulturo in odboru za regionalni razvoj. Sem član delegacije za Združene države Amerike in za Črno goro. Že drugi mandat delujem tudi v skupini manjšine in v evropski platformi spomina in vesti. V Evropskem parlamentu se angažiram pri vprašanjih zmanjšanja brezposelnosti mladih, izboljšanja njihovega šolanja, podjetnosti in mobilnosti ter pri vprašanjih kulture in športa. Delujem tudi na področju regionalnega razvoja, čigar osnovni namen je enakomernejši razvoj evropskih držav. Pomembno polje, ki ga tudi z veseljem obdelujem, je tudi politika. V tem smislu želim čim bolj verodostojno delati za svojo politično skupino in v prvi vrsti za Slovenijo, ki želim, da ponovno postane ugledna in zaupanja vredna članica Evropske unije. Biti evropski poslanec nikakor ne pomeni le zastopanja volivcev svoje države, temveč je to zavezanost evropski ideji. Kot poslanka Evropskega parlamenta zagovarjam stališča, za katera ocenim, da pomenijo napredek za Evropsko unijo in njene državljane. S tem tudi za Slovenijo in izboljšanje našega vsakodnevnega življenja. Drugi, enako pomemben vidik mojega dela pa je konkretno delo z državljani, predvsem mojimi slovenskimi. Začenjam svoj drugi mandat, v katerem bom aktivna predvsem v odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter odboru za zunanje zadeve. Dela je veliko, če naštejem le nekaj osnovnih izzivov. Čaka nas prenova migracijske in azilne politike, izboljšanje zaščite ranljivih skupin, varovanje, zagotavljanje svobode govora in medijske neodvisnosti, spodbujanje aktivnega državljanstva. Nikakor se ne bom oddaljila od pomoči sosednjim državam. Po uspešno izpeljani vizumski liberalizaciji bom v regiji Zahodnega Balkana še vedno aktivna. Sem krščanski demokrat iz Nove Slovenije, ki je članica Evropske ljudske stranke. Delam kot polnopravni član v odboru za zunanje zadeve. Sem vodja parlamentarne delegacije za Makedonijo in član parlamentarne delegacije za Indijo. Bom tudi poročevalec za strateški sporazum med Evropsko zvezo in Japonsko. V odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane se posvečam predvsem zdravju, kot podpredsednik delovne skupine za zdravje. Sem tudi predsednik skupine poslank in poslancev, ki se posebej borijo proti raku. Kot poslanec se čutim zavezanega delu za skupno dobro 500 milijonov evropskih državljank in državljanov. Seveda najprej s pozornostjo do Slovenije, kjer sem dobil zaupanje za poslansko delo. Mene pri zakonodaji zanima predvsem tisto, kar konkretno spreminja in vpliva na življenje ljudi. Najrajše imam pobude, ki jih ljudje čutijo, ki jih prepoznajo kot dobre. Tako sem vesel, da mi je uspelo z mojo pobudo prispevati k znižanju cen pri mobilnem telefoniranju, kadar telefoniramo čez mejo. Narava dela evropskega parlamentarca je takšna, da vsak od nas zastopa interese vseh prebivalcev Evrope, vseh državljanov članic Evropske unije. Malo kdo ve, da 75% zakonov, po katerih živimo v vseh državah, sprejema Evropski parlament. Sem član odbora za zunanje zadeve in nadomestni član v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve. Moji dve glavni področji sta pravzaprav že določeni z odbori, v katerih sodelujem. En je mednarodna politika, zunanje zadeve, predvsem se mislim osredotočiti na krizna področja v svetu, tam, kjer so odprti problemi, kjer gre ljudem težko in potrebujejo mednarodno solidarnost. V tem parlamentu si bom posebej prizadeval za izboljšanje položaja starejših v Evropi in v Sloveniji. Vse tisto, kar sprejmemo tukaj, zelo neposredno vpliva tudi na življenja ljudi v vseh državah. Seveda nekatere zaveze so obvezujoče, nekatere so stvar
proste presoje posamezne države, ali bo to v svojo zakonodajo vključila ali ne, pa vendar ne, vse, kar se dogaja tukaj, da tako rečem, na bruseljskem parketu, ima zelo velike posledice za državljane v vseh državah. Sama bom delovala v 2 odborih. Moj osnovni matični odbor je odbor za zaposlovanje in socialo in seveda to je posebej pomemben odbor v teh težkih časih. V glavnem se bomo ukvarjali z problematiko reševanja brezposelnosti, posebej brezposelnosti mladih. Sam si prizadevam, da bi bilo delovanje tako Evropske komisije kot Evropskega parlamenta in seveda sveta čim bolj transparentno, zato v odboru za nadzor proračuna trdno vztrajam na tem, da se razrešnica posameznim organom in institucijam podeli samo takrat, kadar so podatki pregledni. In tudi skozi ta vidik želim prispevati, da Slovenija čim bolj uspešno in učinkovito in pa seveda pravilno črpa evropska sredstva za vse tiste projekte, ki jih je prijavila in ki so ji na voljo. Sam delujem v večjih odborih, tukaj bi omenil predvsem odbor za nadzor evropskega proračuna, odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov in pa zunanje politični odbor, kjer pokrivam področja iz ozemlja jugovzhodne Evrope, ki predstavljajo tudi pomemben trg za slovenska podjetja. Verjamem v Evropsko skupnost. Seveda pa sem v prvi vrsti Slovenec in verjamem v dober položaj Slovenije znotraj Evropske unije. Zato se bom zavzemal za to, da se dobre prakse, ki so se uveljavile v Evropi, prenesejo tudi v slovenski prostor, da Evropi povemo, kaj je dobrega pri nas, na našem političnem prostoru pa poskušati spremeniti politično kulturo in del evropske politične kulture prenesti v slovenski prostor. Sem član 2 odborov, ki sta bili moja prva izbira. Odbor za regionalni razvoj in odbor za kmetijstvo in podeželje. V prvem odboru je naša skrb, da pripravimo dobro regionalno politiko, da odpravimo zaostanke pri plačilih iz evropske blagajne, predvsem pa da v sodelovanju tudi s slovenskimi oblastmi čim bolje koristimo evropska sredstva, ki so pravi naslov za strukturne spremembe in za investicije v državi. V odboru za kmetijstvo in podeželje je ključna naloga zagotavljanje varne hrane v Evropi, prav tako zagotoviti primerno poslovanje evropskih kmetij tudi ob sprejetju prostotrgovinskega sporazuma z ZDA, kakor tudi skrb za fair in pošteno trgovino na področju hrane. Cilj mojega dela v Evropskem parlamentu je podpirati stabilen razvoj družbe, ki troši toliko, kot ustvari, ki varuje okolje in naravne vire ter omogoča zdravo, kulturno in duhovno bogato življenje in razvoj ustvarjalnih potencialov vsakega posameznika. To uresničujem skozi delo v 3 odborih in 3 delegacijah. Sem podpredsednica odbora za proračun in nadomestna članica odbora za proračunski nadzor in odbora za promet in turizem, ter članica delegacij za Albanijo, Mercosur, v katero spadajo Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj, in delegacije pri Euro-Latinsko-ameriški parlamentarni skupščini.